Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes praznujemo 5. rojstni dan. Projekt MoneyHow smo zagnali 21. januarja 2021. V bistvu sam projekt MoneyHow, to me dostikrat mladi vprašajo na raznih teh predavanjih, bootcampih in tako dalje, zakaj sem v bistvu sploh naredila MoneyHow, odkje je ideja. V bistvu takrat, ko sem jaz razmišljala o tej ideji, sem imela nek vakuum dobesedno, nisem točno vedela, kaj bi naredila s kapitalom, ki sem ga v bistvu tekom 15 let pridobivala na časniku Finance kot novinarka in urednica revije Moje finance. In sem v bistvu rekla, dajmo narediti podcast. Probajmo, a ne. Začeli smo z nič subscriberji, nič naročniki, brez poslušalcev, ampak v tem času smo uspeli v bistvu zgraditi kar eno relativno uspešno zgodbo. MoneyHow je eden bolje poslušanih podcastov v Sloveniji. Ni bila pravzaprav ideja, gremo narediti podcast, da bomo nekako delili znanje ali pa nekako spodbujali ljudi k hitrim zaslužkom. Pravzaprav je čist kontralogika in sicer gre za finančno opismenjevanje in pa predvsem, kar je meni osebno izjemnega pomena, neodvisno finančno opismenjevanje. Da nismo nekako pod vplivi raznih oglaševalcev, sponzorjev, ambasadorjev, kakršnokoli etiketo si želijo že nadeti. Meni je izrednega pomena to, da lahko povemo tako, kot je. In vem, da to marsikomu v finančni panogi tudi ni všeč. Tako da to je bistvo v bistvu našega poslanstva od samega začetka in mislim, da je edino pravilno, da je finančno opismenjevanje popolnoma neodvisno. Žal, pa veliko vsebine danes ni takšne, čeprav mogoče se propagirajo kot neko finančno opismenjevanje, ampak so pa zadaj neki interesi, ali je prodaja naročnin, ali je pospeševanje prodaje produktov finančne panoge, mogoče sploh ne finančne panoge, ampak kakšnih prevar. Tega je ogromno danes. In tudi v knjigi Mami, oči, ali smo mi bogati, pravzaprav je celo poglavje namenjeno temu delu finančnega opismenjevanja in te renesansi, ki se je zgodila in opozarjam na potencialna tveganja in kdo se danes finančno opismenjuje. Skratka, da ne bom preveč šla v globino in razvlekla to v bistvu epizodo za rojstni dan v nedogled. V 5 letih smo posneli 243 epizod, tole 100 vred je 244 epizod. Niso to izključno pogovori o tem, kako generirati neko premoženje, implementirati naše, povečati naše prihranke, zaslužke, ampak velikokrat opozarjamo na tveganje, napake, neka iluzija ali pa konec koncev slabe odločitve. Zdi se mi pravilno, da v obdobjih, ko prevladuje neka evforija, je nekdo, ki mogoče spomni tudi na čase, ko ni vse tako bilo rožnato. Zdi se mi pa, da marsikdo je na te čase kar malce načrtno, zavestno pozabil, vendar tako kot na podcastu dostikrat opozorimo, tudi tokrat, pač obstajajo cikli na borzi, imamo vzpone in padce in zdaj smo videli lepo rast, tako na domači borzi kot na globalnih borzah, ampak vprašanje je, koliko časa bo ta rast še vztrajala in kdaj bo prišlo do streznitve oziroma do večjih korekcij. Govorili smo, moram priznati, da na začetku so bile epizode bolj o upravljanju osebnega in družinskega premoženja, veliko smo govorili tudi o stanovanjski problematiki, o tem, kako se investira v nepremičnine, govorili smo o plačah in tako dalje. Danes oziroma potem pa nekako sem se bolj osredotočila na investiranje, na spremljanje posameznih regij, panog,
na splošno strategijo upravljanja premoženja, ker se mi zdi, da je to en velik manko, ki ga večina ima v znanju, in sicer znanje upravljanja denarja oziroma investiranju. Sicer smo mojstri gospodinjskih financ, kot temu dostikrat rečem, prihodki minus odhodki, ampak za 21. stoletje in pa trenutni sistem, v katerem živimo, je to pač premalo. To sem tudi večkrat povedala. Ja, v 5 letih veliko se je zgodilo v tem času, moram priznati, vse od pandemije, inflacije, ki je neverjetno poskočila, hitro dviganje obrestnih mer, vojne so se zgodile, energetska kriza, evforija okrog tehnoloških delnic, AI, boom. Zgodila se je v bistvu prava demokratizacija upravljanja premoženja, v bistvu same platforme, brokerji in pa sami finančni inštrumenti so postali praktično na dosegu rok. Dobesedno lahko danes premoženje upravljamo iz varnega zavetja našega doma in udobno nameščeni nekje na kavču. Veliko se je zgodilo v tem času, v 5 letih. Globalni delniški trgi so v tem obdobju pridobili približno 70–80%, nekatere posamezne delnice so pridobile več 100%, celo 1000% in več kot 1000%, nekatere posamezne delnice. Tudi slovenski naš domači trg je dosegel zgodovinske ravni. Prednedavno smo pisali oziroma tudi poročali o tem, da smo po 18 letih vendarle dosegli rekord iz leta 2007. Hkrati smo opozorili, da je ta borza v bistvu za tiste, ki imajo jeklene in potrpežljive živce. SBI Top indeks slovenski pa je v 5 letih pridobil 180%, posamezne delnice pa še bistveno več. Ta rast ni bila ravno načrtana navzgor, čeprav včasih smo imeli tak občutek, je bilo kar veliko nekih vzponov in padcev. Zagotovo lahko rečemo, največji padec je bil seveda ob izbruhu pandemije in potem 2. aprila leta 2025, ko je Donald Trump napovedal dan osvoboditve in je ocarinil cel svet. Donald Trump je zdaj že eno leto na mestu šefa Amerike, America First. Mislim, da to zdaj čutimo čisto vsi. Veliko se dogaja in dejansko ta en mož praktično diktira dogajanje, ne samo v svetovni politiki, geopolitiki, ampak konec koncev tudi na finančnih trgih. Ja, veliko stvari se je tudi zgodilo pri nas v Sloveniji. Ja, dobili smo prvič smo dobili ljudsko obveznico, se pravi obveznico za slovenske državljane. 2-krat je bila izdana, zdaj se napoveduje 3. izdaja. Potem smo dobili tudi leta 2025 januarja nacionalni program finančnega opismenjevanja, končno. Od leta 2009 se je pripravljal, zdaj je prišel. Kaj pravzaprav to pomeni v praksi, bomo seveda še videli. Prihajajo tudi individualni naložbeni računi, naj bi prišli marca 2026. Bo pa kar zanimivo, ker takrat bodo tudi izdane ljudske obveznice, Vzajemna delnica bo verjetno prišla na Ljubljansko borzo. In seveda bije se krvava bitka in se bo bila krvava bitka za vsakega od državljana, ki bo želel odpreti trgovalni račun. Zaenkrat po mojih neuradnih informacijah so 4 ponudniki v začetni fazi, mogoče se bo še kakšen pridružil, OTP, NLB, Ilirika in pa BKS. Ceniki še niso znani, po mojih neuradnih informacijah naj bi bili naslednji teden ali pa še čez 14 dni, bomo videli. Skrivajo podatke, nikakor ne morem zvedeti, kakšni bodo stroški INR-ja. Sem pa, moram reči, bila malce presenečena, ko sem slišala nekatere govoriti o tem, da to niti ni največji problem, strošek, ne. Jaz se s tem absolutno ne strinjam, sploh pri manjših zneskih bo to prekleto pomembno. Tako da
tako kot sem napisala na LinkedInu v objavi, mi pač enostavno, dokler ne dobimo vseh informacij, ne mislimo dajati nikakršnih priporočil za nikakršen finančni produkt. To smo pa videli, da pač nekateri pač počnejo. Kaj je njihov motiv? Ne vem, verjetno si želijo tako kot pač brokerji, si želijo tudi sami naročnike, stranke in tako dalje. Tako da, ja, meni se zdi, da se nam nikamor ne mudi, lepo počas narediti je treba analizo, zato da lahko sprejmemo informirano odločitev. Ja, mislim pa, da vseeno se finančna pismenost vseeno nekoliko izboljšuje v Sloveniji, večje zanimanje ljudi je za finančno opismenjevanje, čedalje več ljudi se zaveda, da je pomembno upravljati denar. Je pa res, da prihaja vse to zavedanje tudi v času, ko padajo praktično rekordi iz dneva v dan. Tudi to nekako ljudi spodbudi k investiranju oziroma zanimanje za investiranje. Tukaj se mi zdi, da mi tukaj konstantno tudi opozarjamo, pa vem, da smo že tečni, pa marsikdo nas obtožuje, da smo zelo medvedje razpoloženi, ampak vseeno se mi zdi, da v tem hrupu, katerega smo deležni, mali vlagatelji, vse posod smo bombardirani, je prav, da od nekoga slišite mogoče tudi kakšno opozorilo. Vedno delajte z glavo in vedno sprejemajte sami odločitve, dobro se pozanimajte. Če vam nekdo puša neko zgodbo, se ustavite in vprašajte, kakšna je tvoja agenda. Mislim, da to ne bi smelo veliko časa vzeti in boste hitro ugotovili, da pač so neke agende v ozadju. Zlato, srebro, zdaj mi ljudje hodijo in me sprašujejo po bakru in drugih kovinah, ki so res neverjetno pridobile. Negotovost geopolitična je zelo velika, plemenite kovine pač predstavljajo neko varno zatočišče. Pomembno je seveda tudi, kako kupimo te plemenite kovine. Srebro, smo o tem tudi pisali, je treba plačati 22% DDV, seveda, če ste fizična oseba. Temu se da izogniti na način, da kupite fizično srebro v tujini. Obstajajo določene platforme, ki omogočajo, kjer je v bistvu nakup in prodaja blizu tržne cene in je zelo likvidna investicija. V vsakem trenutku jo lahko prodate. Pa sem dobila cel kup negativnih komentarjev, da nič ni bolj vredno od tega, da držiš v roki neko kepo srebra ali pa neko palco zlata. Kakorkoli, vaša odločitev, če boste kupovali fizično zlato in srebro, tako da boste ga prejeli v roko, dajte to ustrezno pospraviti, ker tudi kakšen nepridiprav spremlja, kaj se dogaja na trgu plemenitih kovin. Ja, za nekako o 5. rojstnem dnevu želimo seveda tudi nekaj vrniti skupnosti, čeprav smo že zelo veliko dali, 243 epizod, je popolnoma brezplačno na voljo. Seveda na MoneyHow želimo razvijati nekatere gadgete oziroma nekatere produkte, ki bi vam olajšali upravljanje premoženja. Eden od teh je definitivno Taksistent, ki pomaga pri oddaji davčne napovedi, pri vodenju evidenc vseh naložb in pa seveda tudi pri koncu koncev davčni optimizaciji. Modri AI, ker je zbirka vsega znanja, ki smo ga v bistvu zbrali vse tem času, tako da vam tudi lahko pomaga pri razjasnitvi nekaterih pojmov, karkoli boste potrebovali, ali pa če bi želeli recimo tudi povzetek epizode, ali pa če želite neko informacijo, v kateri epizodi, če bi želeli izvedeti, v kateri epizodi smo bolj natančno to informacijo obravnavali. Že 14 minut govorim, pa sem rekla, da bom samo 5 minut. Skratka, 50% popust ponujamo za vse, ki boste 21. januarja 2026 kupili MoneyHow Premium, ki vključuje vse zaklenjene članke, vse video vsebine, ki so zaklenjene, modri AI in Taksistenta. Dodajali bomo pa seveda tudi druge funkcionalnosti, ki vam lahko pomagajo pri upravljanju premoženja. Izkoristite 50% popust. MoneyHow Premium sicer stane v 120 evrov, tokrat 60 evrov. S tem denarjem v bistvu prispevate tudi k temu, da lahko ohranimo našo neodvisnost in da lahko v bistvu razvijamo nove produkte. Imamo v planu še kar nekaj novih zadev. Morate se pa zavedati, da
te stvari, kar vprašate kakšnega prijatelja, računalničarja, niso glih najbolj poceni, in je treba tudi imeti ustrezno znanje, zato da lahko konec koncev vse to tudi razvijaš. Ja, leto, ki prihaja, v leto 2026, smo že kar precej govorili, imeli smo tudi v bistvu spopad bikov in medvedov ob koncu leta, kjer so naši gosti, biki in medvedji, odgovarjali na vprašanje, kaj lahko pričakujemo v letu 2026. Zagotovo bo leto 2026 zelo dinamično, nihajno. Videli smo že ob vstopu v novo leto, so ZDA dobesedno napadle Venezuelo oziroma nekako ugrabile predsednika Venezuele, tako da je v bistvu začetek leta se je že začel zelo razburljivo. Zdaj vidimo težnje po Grenlandiji, in pa marsikdo se tudi sprašuje, ali bo zveza NATO še obstajala. Skratka, veliko je neke negotovosti. Tudi danes, se pravi 20. januarja, smo videli, da je v bistvu Amerika odstopila od Pariškega sporazuma. Veliko nekih zgodb je, delajo se neki odbori za mir, v katerega vabijo tudi recimo ruskega predsednika. Skratka, veliko zanimivih stvari, govori se spet o novih carinah, o zaostrovanju trgovinskih vojn, skratka, negotovosti bo tudi v letu 2026 veliko. Mi bomo seveda vse to spremljali, opozarjali na priložnosti in pa seveda tudi na tveganja. MoneyHow, pod črto lahko rečem, ni projekt za en cikel, en trend, eno borzno evforijo. Kot sem že večkrat rekla, mi smo tu z vami v dobrem in v slabem, tako da hvala, da ste del naše skupnosti. Hvala, da nas poslušate, spremljate, podpirate in to nam neizmerno veliko tudi pomeni. Tako da poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!